Lep pozdrav vsem skupaj. Danes smo se zopet zbrali, da slišimo eno zgodbo, pa predno bomo poslušali zgodbo in se o tem pogovarjali. Začnemo s križem. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami in s tvojim duhom. Da bomo slišali, razumeli, kar nam Božja beseda danes govori, zmolimo k Svetemu Duhu. Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in živnih ogenj svoje ljubezni. Pošli svojega duha in prerojeni bomo in prenovi boš obličje zemlje. Molimo. Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči, naj nam pomaga, da bomo spoznali, kaj je prav in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Da bo beseda padla v dobro, plemenito srce, zmolimo še kesanje, obžalujmo svoje grehe. Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo. Amen. Zdaj se pa priporočimo še Bogu Očetu in Mariji. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Ko je Jezus ozdravljal bolnika, ki so ga pred njega spustili skozi streho, se je potem začel pogovor o tem, kaj je važnejše, ozdraviti dušo ali telo. Poslušajmo. Množica v hiši je nestrpno čakala, da na lastne oči vidi, kako bo Jezus storil čudež. On pa se je obrnil k možu, ki je hrom in bled ležal na nosilih ob njegovih nogah in mu rekel: Moj sin, odpuščeni so ti grehi. Jezus tega človeka ni še nikoli videl, a je vedel, da bolj kot telesno zdravje potrebuje drugo. Ljudje so bili morda razočarani, bolnik pa je začutil, kako sta ga preplavila sreča in olajšanje. Jezus mu je svojo močjo odvzel vse grehe, ki so mu dolga leta oteževali vest. Verski voditelji so se zgražali. Kako si upa odpuščati grehe temu človeku? So še petali med seboj. Edino Bog lahko odpušča, kdo pa misli, da je? Jezus je natanko vedel, kaj si mislijo in govorijo. Zato jim je glasno odgovoril: Če rečem, odpuščam ti grehe, ne morete nikakor vedeti, da sem to res storil in da so njegovi grehi res odpuščeni. Hitro boste lahko spoznali mojo moč, ko bom tega človeka ozdravil tudi telesno. Ponovno se je obrnil k hromemu človeku na nosilih. Vstani, mu je rekel, vzemi svojo posteljo in pojdi domov. Mož, ki je toliko časa ni mogel niti hoditi, niti se premakniti, je vstal in se brez težav sklonil, da bi pobral svoja nosila. Nasmejan se je prerinil skozi množico in odšel iz hiše. Če je Jezus lahko takole ozdravil povsem hromega človeka, si je mislila množica, potem mora res lahko odpuščati tudi grehe. Ja, tako, slišali smo zdaj, kako se je po tem dogodku, ko je Jezus odpustil najprej grehe temu hromemu, potem pa še dal telesno zdravje. Torej, če se najprej vprašamo, ima Jezus pravico in moč, da odpušča grehe? Ja. Ja.
Zakaj ima pa on moč, da odpušča grehe? Zato, ker je Bog, ker je Bog. Ne? Zato Bog lahko odpušča. Ne? Bog odpusti grehe, lahko tudi mi grehe drug drugemu odpustimo, če smo se mi med sabo. Ne? Kako si mi lahko odpustimo, oziroma kdaj si odpustimo. Ja, takrat, ko se spraviš za eno. Ko enega prosiš, odpusti mi, ko se kesaš, ko obžaluješ, potem ti drugi lahko odpusti. Ne? Lahko, če pa noče. Ne? Ni nujno, da ti odpusti. Ne? Ampak vedno pa je potrebno eno kesanje. Ne? Kesanje, priznanje, kesanje. Ne? To je prva stvar. No in potem lahko mi odpuščamo. Bog pa lahko odpusti vse grehe. Ne? Nas očisti, ker je Bog ustvaril dušo, človeka in lahko tudi očisti dušo. No, kdaj nam je bilo prvič očiščeno, kakšen greh nam je bil očiščen? Pri Svetem krstu. Pri Svetem krstu nam Bog izmije izvirni greh in vse druge grehe. Kaj je to izvirni greh? Kakšen greh? To je greh, ki smo ga vsi imeli. Mi podedujemo, ne? To je nekaj, kar podedujemo. Od koga smo to podedovali? Od Adama in Eve. Ja, od prvih začetnih staršev. Ne? Zato, ker smo potomci Adama in Eve. Adam in Eva sta pa, kakšen greh je bil ta prvi greh? Je bil greh napuha, neposlušnosti, neubogljivosti, ne? Hočem biti kakor Bog. Ne? To je skušnjava, hudobni duh, je rekel, če boste to naredila, boste kakor Bog. Ne? In sta hotela biti kot Bog. In kaj se je zgodilo? Izgnana sta bila. Izgnana iz raja. Ja. In kje so se otroci rodili? V raju ali izven raja? Izven raja. In kdo so otroci od Adama in Eve? Mi vsi, ne? Zato se vsi rodimo izven raja. Z grehom, s to posledico. Ne? In to pomeni zdaj, mi pa smo poklicani, da bi živeli v raju. In zato je Jezus prišel, da nam odpusti grehe, da nas vrne v raj. A je tukaj že raj? Ne. Ja, na nek način je. Lahko je. Če smo brez greha, smo že v raju. Ne? Če je v nas ljubezen, smo z Bogom in smo kot v raju, kot v nebesih. Ne? Če je ljubezen v družini, je kot v nebesih. Če ni ljubezni, je pa kot v peklu ali pa v vicah. Ne? Ja, tako. No, zdaj pa, Jezus je prišel na svet, da odpusti grehe. In temu človeku je najprej odpustil grehe. Ne? To je prva stvar. Ker Jezus je videl dušo. Ne? Jezus vidi vse. In je vedel, a so vsi grehi posledica, se pravi, vse bolezni posledica greha? Ne. Ene so posledica greha, ene pa so posledica nesreče, recimo. Ali pa nekaj, kar podeduješ, pa nisi ti kriv. Pa starši tudi direktno ne, ampak lahko pa indirektno so bili krivi. Ne? Ampak tako da, se pravi, grehi pa bolezen so lahko povezani, ni pa nujno. Judje so pa velikokrat tako razlagali, če je nekdo bolan, meni, da je grešnik. Ali on, ali pa njegovi starši. Ali pa slep. Ne? Ko je bil en slep, so vprašali, kdo je grešil? On ali starši? Kaj je Jezus rekel? Ne, no nihče. Nihče. Ne on, ne starši, ampak da se pokaže Božja moč. Ja? Božje delo. No, zato lahko so bolezni posledica nekega greha. Recimo, kakšen greh pa posledica. Če se ne oblečeš, pa greš na mrzlo ven, pa mrzlo vodo piješ, pa si pregret, pa se prehladiš. Ne? To je, ali pa nekoga za nas potakneš. Greh, posledica, zlomljena noga ali pa nos in podobno. Ne? Tako so nekatere stvari, ki so posledica greha, ene so pa nesreča. Se zgodi nesreča, pa kdo je kriv? Ni. Ne? Ampak se tudi v nesreči se pokaže lahko naša vera, naša tudi medsebojna ljubezen, pomoč in tako naprej, pa tudi
pomoč, Božja pomoč. Ne? Dobro, no, če pomislimo, Jezus je odpuščal grehe in potem vračal tudi zdravje bolnikom. Ali danes lahko kdo odpušča grehe? Ja, lahko je. Ja, kdo danes odpušča grehe? Ja, pač še vedno pač Bog prek duhovnikov. Bog in danes preko cerkve, preko škofov, preko duhovnikov Bog odpušča. Ne? Se pravi, tukaj imamo eno redno pot. Jezus je takoj po vstajenju dal apostolom to oblast. Prejmite svetega duha, komur grehe odpustite, so mu odpuščeni. Sakrament pokore. To je sakrament svete spovedi, rečemo. Ne? Ja? To je en način, kako dobimo lahko odpuščanje grehov. No, drugi so potem še drugi, recimo, načini tudi, recimo, odpustki. Letos je sveto leto, smo lahko deležni odpustkov. Kaj pa so odpustki? No, to je tudi ena stvar, ki jo mogoče premalo poznamo, se premalo izkoristimo. Gre za posledice... Da ti so odpuščeni vsi grehi, ne? In da lahko tudi nekomu podariš odpustek, je lahko tako? Ja, odpustki so lahko zase jih dobiš, lahko pa za nekoga drugega, za pokojne predvsem. Ja. Ne? Ja. Zdaj, kaj je odpustek? Glede, eno je odpustiti greh, drugo je pa tudi da ti je odpuščena tista kazen, ki jo človek tudi po grehu prenaša. Recimo, če si ti nekoga spotaknil, si je zlomil nogo, si mu odpustil, da ti je to naredil, ampak noga je bila še zmeraj zlomljena. In mora nekdo en mesec, 2 meseca, da se to pozdravi, ne? Trpeti, ali pa nekateri pa stalno nosijo potem posledico tega. Ne? No in pri odpustu gre pa, da je tudi ta posledica odpuščena. Ne? Se pravi, mi bi morali za naše grehe delati pokoro tukaj na tem svetu ali pa potem po smrti v vicah. In če pa nam Bog odpusti, nam lahko odpusti tudi te posledice, za katere bi morali delati pokoro, nam jih odpusti po milosti, ki nam jo daje cerkev. Kaj pa ta milost? Pravi, to odpustke lahko podeli papež, in papež, se pravi, pod določenimi pogoji. Zato, če mi zmolimo po namenu svetega očeta, če gremo pred tem tudi, ali pa ob tem še k spovedi in k obhajilu, in še kakšno dobro delo naredimo, ali poromamo nekam, v eno cerkev in tako, potem so nam odpuščeni grehi. To pomeni, zdaj papež ima to možnost, da vse te molitve, žrtve ljudi, kristjanov, ki trpijo, ki jih darujejo Bogu, iz tega zaklada potem podeli odpuščanje teh grehov. Ne? In to pomeni, da lahko mi prejmemo za nazaj za naše življenje, se pravi, potem, ko opravimo spoved, ko gremo k obhajilu, ko molimo, so nam potem odpuščeni grehi, ko gremo še recimo čez sveta vrata v cerkev in podobno. No, lahko pa v posebnih dnevih, recimo za okrog praznika vseh svetih, darujemo to za pokojne. Pa lahko pokojnim podarimo ta dar. Za duše v vicah. Tako, dušam v vicah. Ne? Se pravi, tistim... Ko je populaciunkula, ne, je tudi... Tako, potem so še te odpustke mogoče dobiti delne ali popolne. Ne? Tukaj imamo delne ali popolne. Popolni odpustek so pač določeni pogoji, delni pa, če nekaj narediš od tega. Ne? In to lahko, se pravi, ob določenih praznikih, v določenih krajih, ali po določenih molitvah dobiš delne odpustke tudi. Tako. Dobro, no, to so zdaj... A mogoče še to poveste, spoved mora biti pa tako, enkrat sem nekaj prebrala, da ne smeš biti navezan na noben greh, ne? Ja. Kaj to pravzaprav pomeni? Torej, navezanost na greh je v tem smislu, da človek živiš v enem odnosu, ki ni
po Božji volji. Ne? Recimo nekdo, ki živi v enem prešuštvu, ali pa nekdo, ki nekje dela, pa krade tam, ali pa nekaj, se pravi, ne dela pošteno po zapovedih, se pravi, ti se moraš odpovedati, jaz se temu odpovem, ne bom tega delal in zdaj, to je stvar volje. Jaz želim, se zavestno temu odpovedujem. Odločitve, ne? Če pa potem se zgodi, da pa kljub temu še enkrat ali pa spet padeš, ampak je važno, da pri grehu, da ne obležiš, reče zdaj, ne, ampak da vedno ostaneš. Vedno znova se pokesaš, lahko greš tudi k spovedi in če je možno, da greš k spovedi, dobiš odpuščanje in se potem dvigaš. In potem dobiš vedno več moči, da se lažje boriš proti tisti skušnjavi, ki jo imaš, oziroma kjer te hudobni duh drži v sužnosti. In to je greh, je pravzaprav sužnost. Ne? In se ne moreš rešiti sam, te mora rešiti Bog. Ja. Torej, tukaj smo videli v tej zgodbi, ko je Jezus odpustil temu grehe, ga je notranje osvobodil, potem ga je pa še telesno tudi pozdravil in mu dal možnost, da se je spet vključil v normalno življenje. Je občutil olajšanje in veselje. Ja, in tudi ljudje, ki so to videli, ne, so bili presenečeni in veseli, zdaj se je pa nekaj posebnega zgodilo, to se do zdaj še ni dogajalo, pri Jezusu se pa to dogaja. Ne. Ampak čisto vsi niso bili veseli, ne. To so bili pa potem tisti, ki so bili do Jezusa zadržani, kritični, ki Jezusa niso mogli sprejeti, da je Jezus res Božji sin. Zato bomo zdaj se zopet še danes obrnili tudi k Mariji, ker je tudi Marija tista, ki nam pomaga. Če se k njej zatečemo, Marija je kot mama. Ne? Če otrok bolan, koga kličeš? Mami, ne? Mami. In veš, mami je mami, ki ima srce, ki bo vse naredila, vse pustila, samo da bo otroku pomagala. Ne? Tako bomo mi zdaj poklicali Marijo, rekli, Marija, pomagaj nam. Maria,
Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj, stoj mi noč in dan na strani, vsega hudega me brani. Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Blagoslov vsemogočnega Boga Očeta, Sina in Svetega Duha, naj pride nad vas, naj vedno med vami ostane. Amen.